Anči prišel moj furman moj, Anči prišel moj furman moj. Konce štalce že rezajo, šibe v okencah zamlajo. Zdaj je prišel moj furman moj, zdaj je prišel moj furman moj. Z konce štalca bom pelava, šob se naj jim budem dala, tebe pa v svitlo Spoštovane, spoštovani, težko je v tem trenutku najti lepše besede po čudoviti slovenski pesmi. V slovenski pesmi, kot smo lahko slišali tudi v tem trenutku, so najlepše besede zapisane, ker so hkrati tudi zapete iz srca. To smo lahko občutili v tem trenutku. In hvala mešanemu pevskemu zboru Lipa zelenela je pod vodstvom gospe Jelke Kovačič, ker je sem k nam v samo središče Slovenije, v samo središče naše prestolnice prinesel dragoceno sporočilo in nas znova upomnil, kaj pomeni moja domovina in kaj pomeni biti slovenski sin. To sporočilo je najbolj dragoceno morda prav v tem letu, ko beležimo 160-letnico Slovenske matice. 4. februarja smo praznovali svoj rojstni dan. 160 let, odkar so slovenski rodoljubi ugotovili in sklenili, da je treba ustanoviti poleg dragocene družbe svetega Mohorja v Celovcu tudi založbo, ki bo izdajala zahtevnejšo literaturo. Postavimo se v čas, ko Slovenci nismo imeli ne svoje univerze, ne svoje akademije, v čas, ko so vsi hodili študirati v tujino in ko nismo imeli niti učbenikov v slovenskem jeziku. To je čas, ko nismo imeli ne slovenske znanstvene terminologije, ko se je knjižni jezik šele razvijal. In danes prav tukaj v tem središču tako z lahkoto zametavamo vse to. Tako z lahkoto pozabljamo na pomen slovenskega jezika, na pomen in ljubezen do domovine. In hvala Slovencem na Koroškem, ki nas z roba vedno znova spominjate in opominjate, kako pomembno je ohranjanje vsega tega. Hvala torej klubu koroških Slovencev v Ljubljani, ki pomaga skupaj tudi Slovenski matici, da tudi mi doživimo koroške kulturne dneve. In iskrena hvala seveda vsem današnjim gostom, tako že omenjenemu pevskemu zboru, kot seveda tudi Celovški Mohorjevi družbi, pisatelju Feliksu Kuharju, ki ga bomo v nadaljevanju slišali in mu prisluhnili, in urednici gospe Katarini Bršic. Hvala vsem, zdaj pa predajam besedo
predsedniku kluba koroških Slovencev v Ljubljani, profesorju Janezu Strgarju. Lep pozdrav tudi v imenu kluba, ki je v Ljubljani glavni koordinator, ne edini, letošnjih, že tradicionalnih koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. Letos po številu, tako kot se je v zadnjih dnevih še do kraja dopolnil program, bomo presegli vse prejšnje rekorde. In to z zelo pestro kulturno ponudbo. Najprej smo imeli razstavo, likovno razstavo avtorja Gotthardta, ki je tudi pisatelj, potem smo imeli lutke in bomo nadaljevali na koncu do pevcev. Pevce imamo danes še zraven, ker predstavitvi dvema predstavitvama knjig, ki so spominsko strokovne, potem bomo imeli še nekaj etnoloških knjig. Imeli bomo prihodnji teden monodramo Lare Vovk in te programe ste v glavnem dobili, jih boste lahko tudi tu še ogledali in tudi podrobne predstavitve nekaterih dogodkov, kot bo tudi še predstavitev delovanja 3 lokalnih koroških društev, ker ta množična in tudi kvalitetna kulturna dejavnost, ustvarjalna in poustvarjalna, raste v koroških krajih in vaseh. Seveda sem navdušen, da je dvorana polna, toplo je, že sonce za to poskrbelo. Program mislim, da se bo lepo zaokrožil in bomo zdaj mizo predstavili tako, da bomo prvi par povabili. To bosta urednik Pohorove, magister Hanzi Filipič in, kot ste slišali, urednica knjige spominske, ki prihaja iz družine Uršič. In seveda tu ne morem, da ne bi opozoril, da naš nekdanji tajnik, predsednik, ki bo tem častni predsednik, Stane Uršič, pa že njegov oče je bil aktivist, Stane Uršič je bil prorojen prav v Ločah in se piše Uršič, tako da povezava kluba z to vsebino je jasna. Tu se ostavim, potem, ko bomo to predstavitev opravili, bomo še prešli kar na drugo, na koncu nas pa še čaka še pevski dodatek. Tudi pevci so povezani z knjigo, oziroma z gospod Uršič, ker bomo tako sama še povedala. Prosim. Ja, prav. Lep dobro večer, pa dober dan vsem, da ste prišli. Nas zelo frajda, da ste številni, da ste tle med nas prišli, da boste naju poslušali, pa še druge dva tudi potem. Zdaj, če slište malo, da bom res danes po domače malo, jaz žinam, da boste bolj zastopljeni, če pa ne, boste pa bolj poslušali, pa tudi frajda. Jaz bi se vsekako rad še preden bo potem nadaljevala zahvalil organizatorjem tega večera, te predstavitve dveh knjig in dveh avtorice, urednice, da so nam omogočili, da pridemo v Ljubljano in predstavimo ti dve knjigi, da zelo veseli, da to smemo storiti. Omeni pozdravljam Katarino Uršic, ki je uredila tole knjigo Spomini, Erinnerungen, je knjiga v slovenskem in nemškem jeziku in sicer njenega očeta, to so zapisi njenega očeta Tončka Uršica. Jaz bom pa zdaj spet začel po domače manjati, da bova malo se pohavžava, a je ta knjiga nastala. Moravite vam še to povem, jaz sem doma z Bečovca, pravzaprav je ta, da sem vam jaz to bečovško, velinsko narečje in pravzaprav o tem manj. Katarina
je pa malo narečje v Ločah, to je pa spet malo drugače. Jaz ne narečje ne znam, mama pa moje narečje, ona pa mojega ima. Se pa zastopuje. A pa zastopuje se, mi bo te tudi zastopila nas. No, Katarina, fajn, da sva do vsa prišla, pa da si ti tudi z mano prišla, ampak me ti malo poveva, a je prišlo do te knjige. Ja, dobro večer tudi od moje strani. Moj oče, Anton Uršic, je šel leta 1960 je šel v pokoj in je začel tudi šribati svoje spomine. In to je pa počel zaradi ta, ki je čutil, da bo vse, kar se pri nas dogajalo v našem kraju, v Baškem Jezere, da bo vse to prišlo v pozabo. Naša slovenščina, naše šege in navade, naša vsakdanja slovenska kultura, vse to, pa tudi, kar se pri nas dogajalo med vojno, pa sploh socialno življenje v našem kraju. Zato je začel to šribati. On je že zelo rad tudi kot otrok poslušal starejše ljudi in je se marsikaj zapomnil. In pozdejše je pa tudi, on je bil kot zgodovinskih bukl bral, knjige, zgodovinska, in vse to, kar je bral, pravzaprav znal tudi, to smo tudi mi vse spet opazili, znal v družbeno-politično realnost postaviti. In jo, jaz ženjam, da je tla področje notre, da je nam zdijo se, da je uredno, da objavimo te reči od naša tatja, mi smo tati rekali, ker je te tipkopise so samevali 25 let v predalu in potem sem se le odločila in moje sestre so tu bile zato, da bomo barali ali nicht to v javnost spravili. Ja, morebiti vam bom še to tudi povedal. Gospod Tonček Uršic je odraščal v časih, je zelo duhu. Recimo ljudske šolah so bile šole ponemčevalnice. Vse otroci so v šole hodile iz teh krajev, so seveda v Sloveniji znali manjati, pa nič nemšče. In potem je pa Ovalera prišel in to so običajno bili hude nacije že, tudi v tistem času, ilegalne nacije, že, to se pravi, še preden je Hitler Avstrijo zasedel oziroma se priključil, tako imenovani Anschluss. In ti ilegalne nacije so recimo potem tudi postavili ta spomenik v Šentjakobe, potem so recimo slovenske otroče, so i Slovene znali, so recimo še na Hochzitah Slovenah deklamirali, so potem tam otrokom rekli, da je slovenščina prva in da se morajo naučiti nemščine in jih je potem v Lehrerbildungsanstalt poslovjih in to so potem recimo postali tudi hude nacije. Ampak hočem pa to povedati, da Tonček Uršic sploh ni imel možnosti, da bi se slovenščine naučil. To se pravi, on je bil to, kar je zašriboval, samouk. On se je samo naučil to, kar je pač bral v slovenskem jeziku. To so bili večvate Mohovevke, to se pravi Mohoveve knjige. In to pa vem, tudi od mojega hatija, da so ti ljudi zelo rade brali. In v delah so brali, so usedli se, pintli je horovstov, meša so šla, to prve, potem so pa malo prišli, pintli je horovstov, prvožne je horovstov, potem podene so malo dolehli, pintli še so horovili, potem se pa vračal, pintli še so horovili. To se pravi, tudi branje je za njih na svetostviva, na sveta reč in je to zelo rad so brali. In tako so se ti ljudi naučili tudi malo pisne slovenščine. V tej knjigi smo, to je bilo zelo težko urejati, ampak smo poskusili čim več teh narečnih besed ohraniti. In je recimo, vi veste, pri nas žane udajo se naumožijo, oni se udajo, veste. In je to zelo lepa beseda.
No, zdaj, in te besede smo poslušali pač v tem zapisu ohraniti. Zdaj vam bo pa Katarina nekaj odlomkov iz te knjige prebrala. Prosim. V času moje rosne mladosti pri nas skoraj nisi slišal nemške besede, samo našo lepo slovensko govorico, ki se govori v okolici Vaškega jezera. Ko sem bil 4 leta star, sem poleti od letoviščarjev, rekli smo jim sommerfrischlerji, ujeli nemške besede. Leta 1936-37 sem začel hoditi v 4-razredno šolo v domači vasi in tedaj sem že kar dobro govoril nemško. S starši, sosedi, tetami in strici nikoli nismo govorili po nemško. V šoli pa se je vse čisto spremenilo. Noben učitelj nam otrokom slovenskih staršev ni bil naklonjen. V 1. razredu so sicer govorili in pisali še malo v slovenščini, a to je bilo tako nepomembno, da se tega komaj spomnim. V razredu nas je bilo 40 otrok in večina je slabo obvladala nemščino. Samo pri Josipu Ogrisu, to je bil župnik Vejmošter, smo se pri verouku naučili lepe slovenske stavke. V 2. razredu leta 1938 smo prišli pod nemški rajh in veljal je samo nemški jezik. Učitelj je rekel, da sem jaz Anton ali Toni, a kljub temu sem ostal Tonček. Na tiste dneve marca 1938, ko smo prišli pod 1000-letni rajh, se še dobro spominjam. Prva 2 dneva sploh ni bilo pouka. Šolarji vseh razredov smo šli gor pod cerkev, kjer so leta 1930 ob 10-letnici plebiscita postavili spomenik. Tam so že stali godci in pevci Jugendbunda. In neki moški je začel svoj nagovor z besedami: Ein 1000-jähriger Traum ist in Erfüllung gegangen. Na to so začeli peti Deutschland, Deutschland über alles. In die Fahne hoch. In čudo, vsi, razen nas šolarjev, so znali besedilo in so peli. Zdaj pa nekaj, ko so začeli graditi železnico, kako je to tudi vplivalo na prebivalstvo. To je bilo leta 1906, so jo odprli. Železnica je prebivalstvu zelo koristila. V Beljak smo prispeli v 20 minutah. Tam so dobili naši krajani zaposlitev. Seveda, od začetka so bila to manj vredna delovna mesta, tudi ne preveč plačana. Moški ali fantje so bili pomožni delavci, ženske in dekleta pa hišne služkinje. Otroci premožnejših staršev, denimo trgovcev z lesom, gostilničarjev, obrtnikov in tudi večjih kmetov, so začeli hoditi v Bürgerschule ali gimnazijo. Večina teh ljudeh pa je pozneje, ko so bili izšolani ali so dobili boljša delovna mesta, bila za našo narodno skupnost izgubljena. Raje so govorili nemški jezik, ki so se ga naučili v mestu in pozabili ali zatajili materno besedo. Še ko sem jaz leta 1960 začel delati v Beljaku na glavni pošti, so me nekateri gledali po strani. Ko sem rekel, da sem doma pri Vaškem jezeru, sem pogosto slišal odgovor: "Bista Windiša." Nekateri bolj strupeni so mi v obraz zapusili: "Bista čuš." Zasmehovali so me, čeprav sem nemški jezik obvladal bolje kot marsikateri od njih. Moj oče Tomči Uršic je tudi opisal hiše z hišnim imenom v naši okolici Vaškega jezera. In sicer kar 194 hiš in pri
teh hišah, ki je bila zanimiva zgodovina, ki so imeli zanimivo zgodovino, je to tudi opisal. Naprimer, zdaj pa samo en primer iz tega, kako so prej ženske nosile vodo. Pri Lekšu na Pleši. Pred to hišo so še od leta 1938 plehali, belili, doma izdelano prd. Tam je bil edini studenec, ki tudi v največji suši ni usahnil. Voda je bila dostopna za vse Hribrčane. Hribr, to je na nas. Spominjam se, kako so ženske nosile vodo v škafcah na glavi domov. Ko so pa leta 1937 gradili vodovod za vso okolico, to ni bilo več potrebno. Ta studenec so napravili menihi, ki so prišli iz Možac Močo. Pri Lekšu je stal še do 18. stoletja samostan. Takrat je naša fara spadala versko pod ogled. Kako je bilo v vojnem času težko zastrt, pa sem sam izkusil. Moj brat Franci je po zimi 41. leta kot 2-letni otrok dobil pljučnico. Zdravil ga je žlosarjev dohtar, ki je bil takrat na Brnci. Ko je otrok premagal krizo, je doktor Erlach rekel, strd mu dajajte v mleko. Starši so me poslali v Rute k krajcu. Ta je imel v tem vojnem času še čebele. Prosil sem ga za malo strdi. Možaka me globoko pogleda, imel je velike moštace, brke, me posedel v veži, v kot pa začel. Ja, požinji, Tonček, kako se mora pčela flisat, da pri nas je po mihnah kapljicah spula, pa zgmajne to strd. Pa koliko barte frke na den, co podjebavte. To pomeni, pomisli, Tonček, kako se mora čebela potruditi, da prinese po majhnih kapljicah z polja in iz gozda med. In kolikokrat mora leteti celo gor pod kepom. Nekaj časa sem ga poslušal, nato pa mu pravim, ja, nimate samo eno čebelo. Ko je bil potem strd med. Leta 1944 so začeli izseljevati družine, v katerih so se možje, matere, sinovi in hčerke uprli Hitlerjevi vojski in nacistični ideologiji. Med njimi smo bili tudi mi. Po 50 letih sem se 31. avgusta zjutraj z ženo Hanco in zetom Mirkom odpravil obiskat taborišče, v katerem sem preživel zadnje mesece vojne. Ko smo prišli v Markt Rettenbach v Nemčiji, pred gostilno zum Schwarzen Adler, v kateri je bilo leta 1944-45 taborišče, se mi je zazdelo, kot da se je čas pred 50 leti ustavil. Hiša, streha, okna, žaluzije in celočrni orel na steni so bili prav taki, kot v času našega jetništva. V mislih sem videl, kako stoji vodja taborišča v SS uniformi in škornjih ter z mrtvaško glavo na kapi, z medicinskimi sestri in velikim očarjem na stopnicah. Slišal sem glas majhnega in čisto sivega učitelja hladnika. Stopil je pred SS-ovca in z močnim glasom rekel: Ein Volk ist angekommen in Jammer, Elend, Not. Man hat ihm weggenommen den Hof, das Vieh, das Brot. V trpljenju so prispeli in ubedi sem ljudje, so dom in kruh jim vzeli, živino in ime. Mogoče, če smem čisto kratko povedati, to sem pozabil. Katarina Uršic je Leraca Liva. Veste, a je Leraca? Učiteljica, dvojezična učiteljica in tudi potem ravnateljica dvojezične ljudske šole v Šentjakobu v Rožu. In zdaj veste, odkot to prijetno branje. Res zna zelo lepo brati.
prišli med drugo svetovno vojno na dopust vojaki, je bilo težko za pijačo. Dobili so nekaj pijače običajno le v gostilni, v katero so tudi prej večkrat kerali, zahajali. Pri Mežnarju, gostilna pri pošti, je bil Birt Skarbina Motl, zelo prijazen domačin. Ko so se ga vojaki malo napili, so pač hoteli popiti še malo. Motl pa jim je pravil: 100 litrov vina sem dobil, 200 sem ga naredil, 300 ga pa namorn. Zdaj med nami sadista pa Mukulove, gospodarja, sedista Margit in Jozi iz Mukulove hiše, iz Rud, to je v našem kraju Baškega jezera. In bom pa zaradi ta, je tudi tak, je pa tudi našrivo nekaj od Mukulove hiše in bom to tudi zdaj pobrala. Stari grad je to. Pri Mikulu pisali so se Pinta. To je ena večjih kmetij v tem gorskem kraju. Klebanjo neži doma v srednjem vrhu, Fara Krajska gora, prej tudi Borovška vas, so se na to kmetijo primožili v 19. stoletju, za časa monarhije, ko ni bilo meje na Karavanka. V tistih časih so se pogosto poročali kar čez vodo. Naši kmetje so imeli pašnike in planine večinoma na sončni strani Karavank na Kranskem. En požirek bomo zvedli. Na Kranskem. Tako so se spoznavali in srečavali med sabo. Mikulova neži, ki so leta 1955 stari 93 let, v starosti 93 let umrli, so imeli v zakonu samo hčerko, Lojsko. Poročila se je z žandarmerijskim uradnikom Blažem Pökom. Rodilo se jima je 6 otrok. Sin Max je po letu 1927 emigriral v Ameriko. Hčerke so se omožili v domačem kraju, oče Blaž so leta 39 v starosti 80 let kot penzionist umrli. Za mater Lojsko in sinova Franca in Haneja, ki še nista bila poročena, pa se je začelo mučno življenje, ko smo prišli pod tako imenovani tisočletni rajh. Sin Franc, ki je bil nekaj časa predsednik našega domačega društva, je leta 1943, ko je bil na dopustu kot nemški vojak, izginil v Karavanke in se skrival po gozdovih kot goša. Tako so rekli v tem času partizanom. Nemci seveda banditom. Mislil je, da bo potem, ko so bili Nemci poraženi pri Stalingradu, konec vojne. Markuc na Ribre, ki je bil v prvi svetovni vojni na ruski fronti in je bil tam tudi ujet, je pa takrat rekel, dokler Goebbelsove hlače ne bojo pasale Göringu, še ne bo konec vojne. Decembra 1943 so gestapovci iz SS postojanke na Jesenicah, takrat Asling an der Sabe, poslali slovenske vohune, preoblečene v partizane. Čez Karavanke na kmetijo k Mukulu. Seveda so govorili samo slovensko. Rekli so, da jih je poslal Franc, ki leži na oni strani gore bolan in potrebuje hrano, perilo in zdravila. Mati, Hane in hči Fina, ki je bila po naključju na obisku pri materi in babici, so jim verjeli in tem foš partizanom napolnili nahrbtnike. Drugo jutro, ko so vstali, je bila hiša obkoljena. Gestapovci so aretirali mater Haneja in Fino. Babico Nežo, ki je imela že prek 80 let, pa so pustili doma. Fina je morala za približno 14 mesecev v koncentracijsko taborišče Ravensbrück, iz katerega se je težko bolna vrnila k sorodnikom. Njen mož je bil medtem že poročen z drugo žensko.
Mati Alojzija pa je bila od tam po 2 tednih premeščena v koncentracijsko taborišče Lublin na Poljskem. Stara 62 let je v taborišču smrti pretrpela 4 mesece in bila umorjena 5.3.1944. Sin Hani je bil v koncentracijskem taborišču Dachau, kjer je umrl 26.4.1944. Kakšen križev pot je moral pretrpeti, da je zdrav in star komaj 31 let, po 4 mesecih mučenja ugasnilo njegovo življenje. Franjo Böck hodi po planinah kot partizan. Te besede je napisal na leseno steno pastirske koče na Jepi. Na Jepci, to je planina pod Jepo. Po izdaji je bil zahrbtno umorjen v domačem kraju v dobju 25. aprila 1945, 12 dni pred kapitulacijo Tretjega rajha. Mikulovega Franca, ki je bil star 39 let, smo po 8. majniku z vsemi častmi pokopali na pokopališču v Ločah. Štafetno palico. Če vas zanima več, lahko danes to knjigo tudi kupite. Hvala lepa. Če bi mi dva zdaj tudi nadaljevala tako sočno kot predhodnika tukaj, bi šla v podjunščino verjetno ali pa kedrovščino. Samo bomo to prihranili, ker gospod kuhar ni tako doma v dialektu, če sem ga zadnjič prav razumel. Razen tega bom to svojo podjunščino prepustil Lari Vok, ki bo v nekaj dneh nastopila s Pokornikovim Lukanom tukaj in bo predstavila tudi še nadaljne narečje našega konca, ki je podobno glede dialektu v Mežiški dolini, torej v pesmih Milana Kamnika, jo slišite približno. Ob meni pozdravljam Feliksa Kuharja, pisatelja, po poklicu ravnatelja, trenutno srednješolski učitelj, po poklicu je študiral klasično filologijo, filozofijo in pa teologijo. Danes aktualno je ravnatelj gimnazije v Beljaku, gimnazija Perava. In kot pisatelj je nastopil relativno pozno, recimo v zrelih letih, v leta 2016 z romanom Malkontenta. Sledile so objave kratkih zgodb in nadaljnih 3 romanov, med njimi Kamnik, Sie haben mich nicht gekriegt, niso me dobili, in nazadnje Vegetariana. Gospod Kuhar, že v celotcu sva govorila o vaši zanimivi pojavi, da ste odličen govorec slovenščine, da ste doma na dvojezičnem Koroškem, ampak niste pa bili tako v slovenski Srenji, vsaj ne v večji, mogoče v manjših skupinah oziroma manjših družbah znani. Kje ste doraščali? V katerem kraju točno? Točno v Dvovelikovcu, na Koroškem, Pelkamak, Velikovec. Najlepša hvala, da sem tukaj.
Dober večer tudi z moje strani, naprimer na začetku. Jaz se moram kar opravičiti na začetku, ker slovenščina ni moj materin jezik. Knjige sem pisal v nemščini in Kamnik je prevod v slovenščino. Doraščal sem v Velikovcu, obiskal sem tam tudi gimnazijo in tam sem se tudi naučil slovenščino. Študiral sem potem v Gracu in pisal sem sicer vedno pesmi in malenkosti. Začel sem, kot je gospod Kert rekel, še leta 2012, ko je izšel prvi roman Malkontenta. Nisem tako prisoten na Koroškem, moja založba je na Dunaju in se mudim veliko na Dunaju, ker imam prijatelje, avtorje, ki jih dobro poznam. To se pravi, na Koroškem nisem tako prisoten. Zaradi tega me tako poznajo. Rekli ste, da ste se naučili slovensko na gimnaziji, šele povsem doma, ni bilo slovenskega okolja, tudi ste se socializirali v slovenskem okolju? Ne, v mestu Velikovec pravzaprav ne. Sem že slišal včasih slovensko besedo, ampak okolje je bilo nemško. Niste imeli klasične konstelacije, da vas starši niso naučili slovensko, starši so pa govorili? Ja, starši so še znali slovensko, ampak nam to niso učili. Stari starši pa tudi so bili dvojezični. Ene prababice vem, da je samo znala slovensko, ni znala nemško. Se pravi, da se pri vas potem ne stavi vprašanje dvojne identitete, da tako rečem? Ja, dvojna identiteta. Jaz imam veliko identitet. Jaz sem v Ljubljani tudi malce doma kot na Dunaju ali v Celovcu ali v Gracu. Kot sva že rekla, ste se relativno pozno lotili načrtnega pisanja 2016. Je bil to proces ali je prišel neki trenutek, ko ste rekli, zdaj bom pa zares šel? Ja, jaz sem imel prijateljico, partnerja, ki je pisala, sem bil skupaj s pisateljico in potem sem tudi spoznal celo literarno sceno, kako založbe delajo, kako je tiste literaturne v nemščini in potem sem si mislil, zakaj pa ne začnem tudi pisati, potem sem pač skušal in je kar uspelo. Pišete v nemščini, našli ste tudi dokaj ugledno avstrijsko založbo, ki vam omogoča tudi prodiranje v veliki nemški jezikovni prostor. Tam ste vsaj toliko znani kot samo na Koroškem samem, bi skoraj rekel, glede na ocene in pa dojemanje vaše literature. Temu vprašanju bi si lahko predstavljali pisati tudi v slovenskem jeziku med tem? Jaz sem skušal, kot študent sem skušal pisati nekaj v slovenskem jeziku, ampak to so res drobtinice. Prej sem šel pozabil vprašati, kaj je bila vaša motivacija za tem, da ste se naučili tako dobro slovensko? Nisem se zelo dobro naučil slovenščine, mislim. Se razumem morda, ampak motivacija je bila, jaz se zanimam splošno za jezike, govorim tudi italijanščino, španščino in mislim, slovenščina mi je zelo blizu, ne samo ker se na Koroškem govori slovensko, ampak tudi seveda v Sloveniji. Vaše knjige doslej izdane so zelo raznolike. Ali je kljub temu mogoče najti neko zanimanje, kaj vas vleče, recimo zanimive osebnosti, naprimer, ki mogoče niso v prvi vrsti, ampak so v drugi vrsti? Zanimive osebnosti, biografije me zanimajo. Jaz včasih rešerširam in rešerširam nekaj drugega in potem najdem zanimivo biografijo in potem si rečem, o tem moram pisati.
tako je bilo pri Malcontenti, pri prvi knjigi in tako je bilo tudi v Kamniku, ampak tu sem se poslužil pravzaprav enega odlomka moje družinske zgodovine, ker stric mojega očeta je emigriral leta 1926 v Argentino. To je bila emigracija med vojnama, iz ekonomskih razlogov, bila je čas med vojnama zelo težki čas, je bil čas gospodarske krize, hiperinflacije in pravzaprav so ljudje bežali pred revščino, pred bedo, so šli v Argentino ali v Ameriko. In to zgodovino te emigracije pripovedujem v tej knjigi. Ja, sva že pri knjigi Kamnik, to je vaš oziroma prvi slovenski prevod ali pa nasploh prevod ene vaših knjig. Kamnik je bil za našo založbo seveda vsebinsko zelo zanimiv, glede na to, o čemer pripovedujete, glavni lik, torej pripoveduje o Korošču slovenskega porekla z območja dvojezične Koroške. V knjigi mu je ime Anton Lipic, zaradi ekonomske vede se je hotel poskusiti onkraj luže, najti novo eksistenco, boljše življenjske razmere, poskuša pa pobegniti tudi pred vse splošno zatohlim življenjem v domačem kraju. Ima vtis, ki je obremenjen tudi z narodnostnim konfliktom, torej vse to bi rad glavni junak pustil za sabo. V knjigi se posvečate torej različnim temam, narodnostni konflikt, izseljeništvo, želja pobegniti v novo, boljše življenje, nacionalsocializem, taboriščne žrtve, jezikovno vprašanje. Ja, ne smemo pozabiti, da po vojni je bil en drug val emigrantov. Vemo, tudi iz Slovenije je šlo kar precej ljudi v Argentino. To je bila potem ne tako emigracija iz gospodarskih razlogov, ampak je bila politična emigracija. Na delu pred komunistično vladavino, je kar precej Slovencev šlo v Argentino. In tedaj so šli v Argentino tudi bivši nacionalsocialisti, bivši fašisti. Ante Pavelić je naprimer bežal tudi v Argentino. In tam so v Argentini, v Buenos Airesu, so se srečali zelo različni ljudje. In jaz hočem brati tudi en odlomek, ko protagonist te knjige, Anton Lipic, sreča enega, on je staroselec, in on sreča enega, ki je prišel po vojni. Pa se ne ve, kdo je tisti gospod Steiner, ki je prišel po vojni. Katero preteklost imamo. Pisati o takih temah napeljuje na misel, da je odločitev padla zavestno. Kaj je bil povod za knjigo? Zanimanje, srčna želja, malo brskati ali pa se posvetiti prednikom? Ja, seveda sem hotel pripovedovati zgodovino teh dveh stricev mojega očeta. Eden je ostal na Koroškem, je podedoval kmetijo, potem je pa življenje končal v taborišču, ker je vedno hudoval proti vsemu, proti politiki. Leta 1938 po Anšlusu je hudoval proti Hitlerju, potem so ga vrgli v ječo in potem je prišel, ker ni nehal s hudovanjem, so potem dali v koncentracijsko taborišče Mauthausen. In brat je bil v Argentini in tam je ustanovil eno firmo, kar dobro živel, in jaz potem bral tisto sceno, ko sreča emigranta gospoda Steinerja, če dovolite. Ja, podamo se v živalski vrt v Buenos Airesu, smo v letu 1947, 2 leti po vojni, smo na živalskem vrtu, v Zoo Buenos Aires. In
Anton Lipic si sprehaja z novim prijateljem, gospod Steinerjem, čez Livajski vrt. Moška sta nadaljevala pot onkraj vode in se ustavila pred oboro za tigre, ker se je nahajala glavna atrakcija živalskega vrta, beli tiger. Polovični albin? Nisem vedel, da kaj takega obstaja, a na te reči se res ne spoznam. To je res bila atrakcija tedaj leta 47 tisti albino tiger. Tiger je ležal široko raztegnen na betonskem podzidku. Ko se mu ne bil red lahno pozibaval, sem in tja bi Anton mislil, da je mrtev. Steiner je našobil ustnice in jih spet sprostil. Ja, da v bistvu ne spada več nikamor. Ni normalen tiger, pa tudi ne izrazit posebnež. Taki so albini običajno. Toda ta tukaj ni albin. Ne spada zraven, a tudi čisto tuj ni, kaj ne? Steiner je zamežikal. Ne bi bilo to nekakšno nerodno namigovanje na skupno usodo emigrantov? Anton se je počutil nelagodno in vprašal se je, zakaj. Steiner je tisto gotovo menil čisto nasplošno. Šlo je za stanje, ki ga je poznal vsak emigrant. Le pri meni, je pomislil Anton, pri meni je bilo že prej tako, že v Avstriji. Je morda namigoval na to? Na Koroškem je kot slovensko govoreči pripadal staroselskemu prebivalstvu, ki je bilo v srednjem veku tu že pred Nemci, kot je nekoč povedal župnik pri slovenskem pouku katekizma. In vendar je moral skupaj z drugimi Slovenci po plebiscitu iz ust Nemčurjev poslušati parole kakor svobodna in nedeljena Koroška in nemška beseda v nemški deželi. Kar pojdite dol v vašo novo slovansko državo, kaj sploh hočete tu v Avstriji? Saj ste leta 1920 glasovali za Jugoslavijo. Tu, v Argentini, pa ni bil nikakršen Nemec, član velike skupine priseljencev, ki so imeli v lasti velika podjetja in so drugemu pomagali, temveč zgolj Avstrijec, državljan smešne državice, ki je bila vrh tega tik pred bankrotom. Nemci so zaposlovali Nemce in nemških podjetij je bilo tu veliko, a poznal ni niti enega samega avstrijskega. Kaj je z vami? Sem morda rekel kaj napačnega, je rekel Steiner. Se je vendar vsakdo enkrat nov tu, kaj ne? Anton je vneto prikimal in se obrnil k tabli, ki je bila pritrjena na drogovih ograde. Spremeniti temu, Steiner je očitno, hvala Bogu, odkril tablico na kletki. Tiger, Panthera tigris, družina mačk Felide, poddružina velike mačke Pantherine. Anton se je trudil, da bi bil videti skoncentriran in v resnici ni prav dojemal, kaj bere, toda vse bi bilo bolje kakor pogovor, poln nekih splošnosti, pri katerem nikoli ni vedel, ali nimajo Steinerjeve besede morda dvojnega pomena. Steiner je bil iz nemško govorečega dela Koroške. Gotovo je nemški nacionalist, ali pa je to vsaj bil. Ali se ljudje v tem pogledu spremenijo? Anton je bral dalje, morebiti se bo v besedilu našla kakšna iztočnica za neobvezujoč pogovor. Dolžina repa do 100 cm, plečna višina do 110 cm, tu je bilo. Ker tigri napadajo od zadaj, nosijo zbiralci medu v Indiji na zatilju maske s človeškim obrazom. Maska ima osupljiv učinek. Maske na zatilju. Ljudje z dvema obrazoma. Ljudje, pri katerih obstaja samo spredaj, ne zadaj. Tigri ne napadajo od spredaj. Ozrl se je za Steinerjem, ki je odšel že par korakov naprej, mu pomignil in mu pokazal tisto mesto. Steiner je bral, tega nisem razumel, kaj pomeni occiputio. Anton je prevedel napis, zatilje. Steiner je večkrat pokimal.
Ljudi z dvojnim obrazom torej ne nabadajo. Lepa misel. Upam, da to velja tudi za emigrante. Posmejal se je. Toda maska je za te ljudi v Indiji zaščita, gre za njihovo življenje. Steiner je prekimal. Kaj pa je tisti Steiner sploh vedel o boju za preživetje? On je prišel sem in kot tehnik takoj našel zaposlitev. Ali ne gre tudi pri emigrantih za življenje? Morda pa moja maska še ni sedela tako trdno, a nekega dne bo morda prirasla. Anton ni bilo do smeha. Jaz nikdar nisem nosil maske. Prva leta niso bila lahka. Moral sem kaj jesti in nisem mogel razmišljati še o maskah. Čemu tudi? Bil sem Avstrijec, zdaj pa sem Argentinec. Steiner je dvignil roki. Oprostite, prosim, pač še nisem ravno dolgo tukaj. Potem pa si človek misli to in ono in v mislih se poigravaš tudi z vrnitvijo. Poznam celo ljudi, ki se želijo na vsak način vrniti in pomagati pri obnovi v Nemčiji. Zdaj, v mojem času je bilo podobno. Ljudje, ki so prihajali takrat, so prišli iz gospodarske krize. Vsakdo je v začetku razmišljal, ali se ne bi vendarle vrnil. Nekaj let, da zberem denar, potem pa grem nazaj in bom pomagal sorodnikom. A potem je prišla politika, komunizem, fašizem, nacisti, vojna. Mislim, da se od tistih skoraj noben ni vrnil. Tudi jaz ne. Anton je pokazal nazaj na belo mačjo zver. Ta si je morda nekoč tudi želel proč. Zdaj se je s svojim bivanjem v živalskem vrtu sprijaznil in verjetno mu gre bolje, kakor mnogim tigrom tam zunaj. Steiner se je postavil v obrambno držo. Predam se. Že vidim, da vas s tem svojim švekanjem dolgočasim. Gotovo govorijo vsi prišliki isto. Moj Bog, kolikokrat ste morali že slišati vse to. Da in ne, si je mislil Anton. Sam sebi sem to govoril že neštetokrat, a z drugimi se nisem o tem nikdar pogovarjal. Greva dalje? Naučila sta se od tigrove kletke, se sprehodila od potočku in prispela do stavbe, ki je bila podobna eksotičnemu templju. Zgrajena je bila iz belega kamna, njeno pročelje pa okrašeno s fantastičnimi skulpturami bogov, opic in ptičev. Ustavila sta se. Steiner je zažvižgal skozi zove. Sijajno, tudi Indijo imamo tule. Antonu je bilo za tempelj malo mar, pa naj je bil indijski ali kateri že bodi. V njem je vse vrelo. Toliko bi bilo treba reči, s čimer si je leta in leta belil glavo. Nikoli ne z Veroniko, ne s kakim drugim človekom govoril o tem. Moral se je tega znebiti. Vem, da se ponavljam, ampak veste, jaz zagotovo ne grem nazaj. Nekoč prekoračiš neko točko, ne morem reči kdaj, a nekega dne to odpaziš. Tam bi bil tujec, vrzel, ki si jo zapustil, se je že zdavnaj zaprla. Tu imam družino, moja dva brata, tam preko sta umrla brez otrok, en še kot otrok, drugi med vojno v nekem taborišču. Ena sestra tam je še živa, a ima svoje življenje, svoje družine. Utihnil je. Kaj pa to tega še vedno tujega človeka briga? Moral je pomisliti na sestro, na Pepo. Ali je ona že kdaj bila v živalskem vrtu? Komaj verjetno. Najbrž sploh ni prišla ven iz vasi, sedelo na domačiji tega ni dopuščalo. Kolikor se je spomnil na Koroškem, razen neke ograde z medvedi v Celovcu, ni bilo nobenega živalskega vrta. Najbrž imate prav. Ta odlomek je bil za moje pojme zelo pojmljiv, za knjigo, za del knjige, pa za del vsebine. Govori o tem Steinerju,
ki je dal knjigi ime, Kamnik in tudi z živalmi. Jaz še nikoli nisem bral tega odlomka, niti po nemščini, niti po slovenščini. To je bila premiera. Pomljivo tudi zaradi tega, ker je ta Steiner tudi usodno povezan z... Ne vsega povedati. Ne spoiler. Ne bom preveč spoilerjev. Nekaj drugega bi namreč vprašal tudi, ker ste v Celovcu poudarili, da je veliko izmišljenega v romanu. Ja, veliko. Nas seveda v zvezi s slovenstvom in pa z nacionalsocializmom zanima, kako je bilo to z usodo Jozana Petka. Jaz sem veliko rešerširal, ampak o tej usodi se zelo malo ve. Jaz samo vem, da je bil tak holerik, ki se je vedno razburjal in hudoval, in potem je pač, kot sem že povedal, je prišel v Ječno in potem v taborišče, ampak več se ne ve o tej zgodovini. Vse drugo je izmišljeno, rešerširano, raziskovano, se pravi, tisto vsakdanjost, vsakdanje življenje, polisi Jozana, polisi Antona, to sem si izmislil, ali sem moral rešerširati, kako so živeli ljudje tedaj, kako je bilo vsakdanjost v taborišču, ali tudi v Argentini, kako so prišli emigranti v Argentini, kako je bilo začetek v tuji deželi. To je vse rešerša in fantazija. Saj je roman, to ni zgodovina. No, vsekakor je tudi ta prizor, zgodovinski okvir je. Ta taboriški prizor zelo doživeto opisan in nas spominja na mnoge žrtve, tudi mnoge opise tega življenja, teh tragičnih usod v taborišču. Še eno temo, ki je glavna v bistvu to z izseljeništvom, bi še hitro predebatirala ali pa na kratko. Glavni lik v romanu se veliko srečuje z drugimi emigranti. Seveda pride v novo deželo, išče stike, išče možnosti za delo in dobiva nasvete, kam naj se obrača, in tam je nekaj avstrijskih ali pa nemških združenj, ki se jim pa v nadaljevanju skuša izogibati Anton Lipic, ker so mu preveč nemško nacionalni. Vključili pa ste tudi en kratek prizorček z srečanjem Slovenci v Argentini, a ostane le pri tem naključnem srečanju v Argentino. Ste prej že rekli, veste, da se je veliko Slovencev izselilo v Argentino tudi s trbuhom za kruhom, ne samo politično. Še danes obstaja živa slovenska skupnost v Argentini. Ste o tem kaj razmišljali tudi pri pisanju, da bi to vključili, ali to ni bila debata? Ne, pravzaprav ne. No, sprašujem tudi zaradi tega, ker je le nekako nastane občutek, da je ta Anton Lipic nekako še notranje povezan s slovenščino, čeprav je skušal kot tudi nemščino prostiti v strani in živeti novo življenje. Ja, to je ta generacija bila med vojnama, ki se je hitro prilagodila tam. Tako narodnost in to ni bilo tako važno za to generacijo. Po vojni je bilo čisto drugače, ampak ti so se hitro prilagodili, poargentinizirali pravzaprav, ampak Anton že počuti, ko zreče Slovence, tam slovensko govoreče ljudi, da jezik je neke vrste domovina. Ostala je neke vrste domovina za njega. To na vsak način. No, za zaključek, da boste še kaj prebrali. Kolega pisatelj Egid Štetner je bil poln pohvale o romanu Felix Kuhar, citiram, Felix Kuhar je napisal velik zgodovinski roman, brezhibno vešče, se pravi, je, kot tudi sam pravi, veliko rešerširal,
pustolovsko in njegovo branje se zelo splača. Izdaja leta jo je kategoriziral. Se strinjate z ugotovitvami, glede na vsebino knjige? Sem zelo hvaležen za to recenzijo, ki je pisala. Se Upam, da veliko ljudi kupi potem tisto knjigo. No, potem se zahvalim za pogovor, za izvajanje. Ne, pa. Si jo lahko tudi danes nabavite pri knjižni polici, sicer pa hvala lepa še enkrat za pogovor. To je po promocijski ceni. Naši prijatelji, pevki, naši keci bi želel imeno zbora Lipa Zavedele čestitati k temu delu in ji zaželeti še mnoga nadaljna ustvarjalna početja, vključno s prepevanjem z nami. Tale večer je poln nekih naključij tudi, poleg prijetnosti. Recimo, seveda je naključje to, da je gospa Uršicova imela prijatelje, ima prijatelje v Lipi Zelenelaje, ki so prišli potem naš večer obogatiti. Naključje je, da je gospod kuhar v nedeljo, če se prav spomnim, predstavljal knjigo Eve Petrič v Celovcu. Je res, ne? No, mi smo bili večkrat prej z klubskim izletom, smo si tudi ogledali ta postni prt in šli potem na koncert Koroške boje. Zdaj, veste, da ta večer sodi v sklop Koroških kulturnih dnevov. Omenjali smo, da je glavni organizator zdaj ljubljanski, poleg seveda obeh osrednjih organizacij kulturnih na Koroškem, da je klub Koroških Slovencev, je pa še tudi drugi ljubljanski, to je pa Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. Tu nas je v publiki precej članov kluba Koroških Slovencev in tudi nekaj Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva. Med nami sta pa tudi dva, ki sta bila pravzaprav leta gonilna sila organiziranja Koroških kulturnih dnevov ali kot odbornika, funkcionarja Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, sta pa tudi člana našega kluba. Potem je pa še eno naključje, da ženski del tega para ima pa jutri okroglo, visoko življenjsko obletnico in smo rekli, bomo pa danes, ker je to tudi klubsko srečanje, izkoristili, da ji voščimo vse najboljše,
to je profesor Majda Fister, znana slovenska etnologinja, ki ni samo ona je ni na ključi, oziroma danes je, ona je tudi proučevala bilčos na Koroškem in še marsikaj drugega, tako da je in strokovno in po srcu je vezana. Sej Hanzi Filipič ve tudi za to njeno raziskavo bilčosa, tako da je voščino vsi Vsakrat mi želimo samo to, kar potrebuje, zdravja, dobre volje in še veliko obiskov na različnih prireditvah. Predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof je v nedeljo na tem koncertu začel z mislijo oziroma kvizom vprašanje, je rekel, ali veste, kakšna je razlika med pivcem in pevcem. Pa se nekako niso upali odgovoriti. On je povedal, veste, pevci najprej pojejo, pa potem pijejo, pivci pa najprej pijejo, pa potem zapojejo. In na ta način bomo tudi mi zdaj s pesmijo voščili naši dragi Majdi in seveda še po 2 koroških pesmih bomo prišli pa še na tisti državni del s pivskega, kjer se bomo zahvalili tudi vsem našim današnjim gostom skupaj v družbi. Zadoni nam, zadoni, i src nabil krepak. Zadoni nam, zadoni, i src nabil krepak. Oj, slavljenka današnja, oj, slavljenka današnja, pozdravljena, tisočkrat, pozdravljena, pozdravljena, pozdravljena tisočkrat. Oj tam linar, pod klancem. On ti milje gorjancem. Dičva čaka, od jutra do mraka. Ona mora, pač mora gorjanca imit. Dičva čaka, od jutra do mraka. Ona mora, pač mora gorjanca imit. Tam pod klancem je čakala ljubca. Na gorjanca, od mraka do
saj k ni mogla drugače storiti. Da je mogla, je mogla potrošena biti. Hvala.